Lepo pozdravljeni. Danes v oddaji gostim čudovito žensko, umetnico, profesorico petja in sopranistko gospo Pijo Brodnik. Nedavno nazaj je prav v tej dvorani kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah praznovala 20. obletnico umetniškega delovanja. Tak okrogli jubilej je veličasten in zato se spodobi, da jo bolje spoznamo. Pija, živjo, bom kar po domače pozdravila. Zelo sem zadovoljna, da si se odzvala vabilu in prišla v oddajo. Ker se poznava že kar nekaj časa, si bom dovolila, da se tikava. Lahko. Seveda. Najlepša hvala, Nadja, za to priložnost. Upam, da bom kaj razkrila, kar ljudje ne vejo ali bi radi vedeli. Kakšna stvar bo pa ostala skrita, verjetno. In to je tudi prav. Torej, dejala sem pred nekaj meseci 20. obletnica umetniškega delovanja tukaj v Francu Berniku. Če vprašam najprej za začetek, kakšni so bili občutki takrat in sedaj nekaj mesecev potem, kako si doživela ta lepi jubilej? Zdaj, ko gledam nazaj, se spomnim vseh teh ljudi, ki so prišli v dvorano, ki so me prišli v bistvu počastiti svojo prisotnostjo in sem jim res hvaležna za to. Se bi nekdo rekel 20-letni ne vem kaj v življenju, čeprav je to mogoče 1/4 življenja in če je to še umetniško, potem je nek jubilej, ki se ga splača na ta način tudi obeležiti in nekako proslaviti z prijatelji, znanci, z vsemi, ki radi pridejo na ta koncert, ki radi poslušajo mene in pač glasbo povezano s tem. Tako da sem pravzaprav hvaležna, da sem lahko sploh prišla do tega jubileja, da mi glas še vedno služi, čeprav sem že nekako v tistem zadnjem pevskem obdobju, ko se glas res že začenja kar spreminjati, ampak z vsakim dnem poskušam ohranjati kolikor mogoče mladostni občutek za glas in ker s tem lažje tudi podajam tisto, kar skladatelji v svojih skladbah želijo pravzaprav. Ne, da je mladosten glas, ampak da je glas, ki lahko ponotrani in odkrije tisto, kar je skladatelj na papir napisal. Tako da sem pravzaprav zelo vesela, da sem se odločila, da sem to naredila. Pa se sedaj vrniva toliko in toliko let nazaj v tvoje otroštvo. Dostikrat rečemo, glasba mu je položena v zibelko. Kdaj si ti kot tista mala deklica začutila, da te veseli petje? Te je kdo spodbudil k temu ali je to lasten občutek? V bistvu nisem iz neke, bi rekla, glasbene družine. Tudi noben iz mojega sorodstva ni bil nikoli
nek profesionalni glasbenik. Ampak po mamini strani je bilo pač 7 otrok in vsi so peli. In ko so se dobili skupaj, 5 deklet pa 2 fanta, to se pravi 2 moja strica pa 5 tet, to so bili vseh glasov, in bas, in tenor, in alt, in sopran. In ko smo mi se dobili skupaj na kakšnih družinskih slavjih. To je bilo v katerem kraju Primorke si? Ja, to je bilo na Vipavski dolini, kjer se zelo rado poje. Moja mama je iz Vitoval, to je vas nad Šempasom, blizu Nove Gorice. Krasni kraji, krasni ljudje in res tam se je prepevalo. Več kot pogovarjalo se je pelo. In tudi moj stric je imel izjemen tenor. Tako da, ko sem jaz njega poslušala, sem rekla, pa to bi bil naš Pavarotti lahko, če bi šel študirati, jasno. No in vsega tega se otrok pač nekako navzame, ampak nisem nikoli razmišljala tja do leta, ko sem bila stara, mogoče 18, kar je bilo zelo pozno pravzaprav, da bi pa to bilo mogoče res tista moja prava smer. Pač bila sem navaden otrok, ki sem se igrala z otroki in se tudi pogovarjala o glasbenih šolah in tako naprej. In potem se enkrat pač odločiš in tako bolj iz enega heca preizkusiti nekaj novega, sem se pač upisala v glasbeno šolo, ampak ne petje, to je bil klavir, seveda. Potem pa, kaj vem, sčasoma, ko si več v glasbi, poznavaš različne inštrumente, nisem igrala pol samo klavir, igrala sem tudi blok flavto, pol kasneje tudi orgle, ker so me povabili oziroma v bistvu rabili, bolj kot povabili, v naši fari šturski, doma sem iz Ajdovščine oziroma iz Šturi, in sem potem začela še orgle malo študirati, to je bilo tam v srednji šoli, no in eno na drugo se je pač nalagalo in takrat sem potem nekako zmeraj bolj živela v tem glasbenem svetu, bolj se mi je tudi glas začel razvijati, začela sem peti v različnih zborih in tako naprej. In potem je bil čas za študij, kam pa sedaj. In pač malo sem bila še skromna, malo tako, pač Ajdovščina je tako dosti malo mesto, ni dajalo ne vem kakšnih kulturnih vzgibov in tako naprej. In sem potem se vpisala na pedagoško fakulteto v Ljubljani. Sem rekla, vsaj nekaj bi pa imela mogoče nek stik z otroki, pa z učenjem petja. Se pravi razredni pouk. V bistvu razredni pouk, ampak ni bilo čisto to. No in potem v istem času sem hodila še na orgelsko šolo in mi je takratni ravnatelj, gospod Jože Trošt, rekel, veš kaj, kar na akademijo pet, tam boš to sprejemne naredila brez problema. Saj smo te zdaj dosti naučili na tej orglarski šoli, da imaš dovolj tistih osnov. No in sem rekla, mogoče pa res. In sem se prepisala. V bistvu nisem niti še hodila, sam papirje sem nesla na akademijo in sem potem delala glasbeno pedagogiko na Akademiji za glasbo in obenem sem potem prepevala v konzorcium muzikom, pa v radijskem zboru. In tako se je glas začel nekako odkrivati sam od sebe. In potem sem kolegico, s katero smo bile veliko skupaj po teh zborih, sva se odločila, kaj pa, če bi mi dve šle malo na srednjo glasbeno se učiti peti. No in takrat so potem šle kar na vrat na nos, nikoli nismo imeli nobene ure petja na srednjo glasbeno. Takrat je začela učiti profesorica Irena Bar. Brez nižje, kar na srednjo. Brez nižje, kar na srednjo. In nas je sprejela, očitno smo imeli dovolj glasu. Pa kaj vem, mogoče tistih osnov, mogoče malo več tistega talenta, ki ga rabiš, ne vem, pač vzela naj jo je, obe, ona je bila mezzo, sicer ona potem ni nadaljevala petja, ampak je sedaj v Bruslju prevajalka angleščino in nemščino, Milena Vehovar, imele smo se res super, in potem pač delala to srednjo, bila sem že tudi v službi takrat, sem že naredila eno diplomo iz glasbene pedagogike in pač še to petje zraven in potem sem bila stara 26-27 let, sem rekla, wow,
za glas je pa to že malo pozno, a ne, če želiš kakšno kariero delati pa to. Sem rekla, zdaj je pa čas, da se odločim, kaj bom, a ne, službo sem že imela. Kje si imela službo? Službo sem imela v Ljubljani, dobila sem jo in sem učila v glasbeni šoli, nauk o glasbi. Pa prva služba je bila pravzaprav na Franca Šturma in sem učila tiste male. Prepevali smo. Skozi smo prepevali in otroci so me imeli radi in tudi ko so me potem že starejši, so me srečali na cesti, eni so šli v glasbene smeri, drugi ne, čelistka recimo, me je srečala enkrat in jaz jo nisem poznala, takrat je bila majhna punčka, 6-7 let, ne, s tisto violinco je hodila še takrat neščeloma, ne, okrog in me vstavi in joj, profesorca, jaz se še zdaj spomnim, kako je bilo super, ko smo imeli ta nauk o glasbi in mi smo tako prepevali in me je bilo to res en tak dogodek, zelo pri srcu, da so me spomnili, ne. Tako da mi je bilo zelo všeč to početi, ampak vseeno glas se je razvijal, na srednji sem delala in potem sem srečala svojega bodočega moža. Je tudi glasbenik? Po srcu ja, je tudi igral flavto, je tudi učil flavto, ker je imel neko notranjo, to željo in pa tudi pravo moč in znanje in je veliko časa učil blok flavto, pa tudi prečno flavto na Franca Šturma, kjer so se potem tudi spoznala. Ampak ker ni imel tiste formalne izobrazbe, ko sva potem nazaj prišla iz Kanade. Povejte, kako ste se odločila, da gresta čez lužo? Ja, to je bilo potem, ko sva se srečala, sva se odločila, da morava nekaj. Jaz sem si tu strašno želela, da bi šla še nekam naprej glasbo študirati oziroma petje, a ne, in sva se nekako skupno odločila, njega je računalništvo zanimalo, pa znanost v tej smeri in takrat še v tistih letih pač, to je bilo tik pred 89, 88 leta, Evropa ni bila tako zanimiva, kar se tiče tega in se je odločil, da bi šel v Ameriko nekam. Tam so bile boljše možnosti za vse. Pač tam je bil razvoj te znanosti je bil večji, a ne, in sva nekako pristala potem v Kanadi, kjer je res on dobil super pogoje za to, da je lahko študiral. Bila sva pač na vizo, takrat je bil drugačen način študija in plačljivost, to je bilo treba imeti veliko denarja, če si želel, ampak ta univerza mu je dala velike pogoje, da je lahko pravzaprav na podlagi tega, da je tam delal, pomagal, bil kot asistent, še študiral, ne, in v bistvu sva s tistim denarjem pokrila njegov študij in moj študij in še živela. Ti nisi delala tam? Jaz nisem delala, sem pa nekako iskala priložnosti, kje bi lahko kaj zaslužila in vse tiste izkušnje, ki sem jih pridobila v Sloveniji, ko sem igrala v orgle in take zadeve, sem tam unovčila. Tako da sem v bistvu igrala v eni protestantski cerkvi za pač njihove obrede in tako naprej. Tako da sem jaz potem nekaj tudi zraven zaslužila, da smo mogoče malo lažje živeli, ker nisma bila sama, ampak se nam je tam rodila hčerka. Je šla po mamini poti, če malo preskočim? Ni šla po mamini poti, zato ker je šla bolj po očetovi poti, je bolj znanstvenica in zdaj trenutno zaključuje doktorat iz kemije. Ima pa izjemen posluh, moram reči. In tudi zgodbice, tudi bili smo na enem, recimo, na enem potovanju, na enih počitnicah in pač zunaj smo sedeli na morju in bile so karaoke, ne. In punčka je bila stara, ne vem, 10 let ali koliko. In ona je zapela eno pesem od Celine Dion, tako da so ljudje samo strmeli, ne. Ampak, in dobila tudi nagrado, seveda, zaradi tega, ne. Ampak, ja, se je odločila potem za nekaj drugega. Tako da se je potem začelo v Kanadi pač to moje zaresno, bi rekla, ukvarjanje s petjem. Nebeško sonce Božo, minice in srci, in glase in cvetice, o sreči govori, o sreči govori. Oj, danes so me zvira
Kaj se zgodilo bo? Kaj se zgodilo bo? Če recimo narediš primerjavo med življenjem v takratni Jugoslaviji, v Kanadi in sedanjim tukaj, delom, doživljanjem vsega, študijem, katero obdobje ti je bilo najljubše oziroma se ga najrajši spominjaš? Mogoče Kanade? Ja, moram reči, da res. Mogoče bom koga razočarala, ampak tistih 6 let v Kanadi je bilo izjemnih, a ne? Ne glede na to, da smo bili tako daleč stran od doma, ne? Ampak okolje, ljudje, način sprejemanja ljudi, mnenja, spoštovanja, ki smo ga tam doživeli, ga nisem potem nikoli več. Zdaj ne vem, ali nisem se v pravem okolju, ko sem prišla nazaj, gibala, ali nisem srečevala pravih ljudi, ali nisem se jaz pravilno obnašala, ali ne vem, kaj je bilo tisto, a ne. Ampak bom rekla, edino okolje, pravzaprav, ki se mi je dogajale se podobne stvari, je bil Studenc pri Domžalah. O tem bo kasneje še posebna zgodba. Ampak če želim to primerjavo, a ne, in ta medčloveški odnos in to spoštovanje za to, kar si, ne za to, kar si dosegel, ali za to, kar bi dosegel, ali kakšne imaš talente, ali nimaš talentov, kako izgledaš, kaj govoriš, na kakšen način, a ne, ampak to, kar si, a ne. To je bilo tisto spoštovanje, ki smo ga tam doživela oba, a ne, in to mi je res ostalo zelo v spominu, a ne, in nekako bi si človek želel, da tudi, ne vem, v tem umetniškem svetu, ki je tudi v Sloveniji, ki je recimo res majhno okolje in v ozkem krogu je to mogoče malo težje kot v večjem krogu, ne, doseči to, ker tisto zdravo tekmovalnost, ki pač mora biti prisotna, a ne, je bila tam res, je bilo res lepo napredovati v tistem, a ne. Imel si neko spodbudo in si bil ti tudi ne prisiljen, ampak kar šel si za tem, a ne. Medtem ko tukaj pa ne smeš iti predaleč čez, ker potem preveč izstopaš in tisto, da izstopaš, verjetno so ljudje že to velikokrat slišali, ampak to se res dogaja. Ne smeš izstopati iz povprečja. Mogoče bi to lahko rekli za nekoč, za bivšo Jugoslavijo, za socializem, da je bila bolj uravnilovka, enakost tudi v umetniškem svetu. Sedaj bi pričakovali neko zdravo tekmovalnost, pa vendar ni tako. Ne, ni. Je sploh v bistvu ne čutim tekmovalnosti v tem smislu, da bi želel nekdo napredovati v tem smislu, ampak se v bistvu nekako kažejo tisti vrhovi ljudi, ki pravzaprav ne bi smeli tam biti. Nekako jih naplavi na površje, mogoče dobra reklama, določen krog ljudi, določeni interesi določenih ljudi, a ne, tista prava, bi rekla, pravi ljudje, ne, so pa zelo redki, ki se pokažejo navzven, a ne. Ker mislim, da tisti, ki se želi izpostaviti, se bo izpostavil, a ne. Tisti pa, ki ima nekaj več mogoče v sebi, ali pa se mu ni treba na ta način izpostavljati, ampak obenem tudi družba ne izpostavi, ampak ostane nekako zakrita, ne. To je ta, bi rekla, tako vidim našo družbo. Liebe
In potem si se vrnila nazaj o gostovanjih, o nastopih, kako, kje se je slišal tvoj sopran? Ja, tista odločitev, a prideti nazaj ali ne, je bila zelo težka. Ampak so bili nekako domači krog ljudi, vseeno domotožje, z moje strani, predvsem ne z Andrejeve, da se je prevagalo in da smo prišli nazaj in potem sva v bistvu zares začela iz nič. Študij je bil zelo drag, nič nisva prišparala denarja. V bistvu sva res prišla popolnoma brez nič nazaj. Ampak sva rekla, sej nekaj pa mava, ne? In to je to znanje, ki ga bova mogla začeti razdajati in mogoče se nama pa to uspe. Tako da začetki so bili zelo težki, a ne. Andrej je moral iti v gospodarstvo, čeprav je bil znanstvenik, a ne. Ampak jaz sem začela v glasbeni šoli učiti, a ne. Šla sem sicer na nekaj sprejemnih izpitov oziroma avdicij, ampak tega je bilo zelo malo, ne, če želiš, ne, moraš zelo veliko potovati. In takrat se je bilo treba tudi odločiti. Andrej je dobil ene zelo dobre povezave v tujini in je nekako on začel s tem, da ko je v tujini več časa tudi bil, jaz sem pač za Heleno morala razskrbeti. Ampak ne za to, a ne, tudi nekako sva mogla se zmeniti, a ne, na kakšen način bomo to naredili. In sem potem začela učiti, najprej v glasbeni šoli v Škofji Loki, potem na glasbeni šoli Ljubljanović Rudnik. In s časoma se je tako začelo življenje, da sem poleg te službe tudi jasno začela nastopati, imeti koncerte, predvsem koncerte, a ne, tako solo koncerte s klavirjem, z orkestri, v operi sem bila in v Mariboru, v Cankarjevem domu smo imeli predstavitev oper. Bilo je ogromnih koncertov in se pravim, tako komornih. In po Sloveniji, mislim, da skoraj ni večjega mesta, kjer ne bi imela vsaj enega koncerta. In pač tudi tujina, ne, vse te okoliške države naše, Nemčija in ne vem, Avstrija, Italija, vse jugoslovanske bivše republike. Imela sem tudi koncerte v Ameriki in v Kanadi, a ne, in prej in potem. Tiste vezi od prej so pomagale. Ja, seveda, a ne, pač če imaš kontakte, imaš, a ne. Tako da je bilo potem res v teh 20 letih ogromnih koncertov, res. Nisem jih nikoli štela, ampak tudi če bi zdaj rekla, koliko jih je bilo, težko rečem, a ne, ampak jih je bilo ogromnih. V ljubljansko opero nisi poskusila priti za stalno, recimo, avdicijo? Ja, se pravim, to je splet okoliščin. Bila sem, pokazala sem se, a ne, ampak ni bilo interesa. Pač takratno vodstvo pač se je tako odločilo, potem pa nisem več poskusila. Ljubljana, Slovenija je zelo majhna, vedeli so, kje sem, kdo sem in da obstajam, ampak nikoli me niso povabili. Mogoče je škoda za njih. In potem ta zadnja služba, ali se je še kaj zgodilo vmes? Ja, ta zadnja služba je prišla potem, to se pravi na Akademiji za glasbo, a ne, pred nekako 10 leti. Učuješ petje? Učim petje, oziroma bom rekla bolj,
od leta 2003 sem na akademiji, kjer sem začela učiti najprej vokalno tehniko, ne kot glavni predmet, ampak kot stranski predmet za druge študente, potem pa leta 2008 oziroma 2007 sem bila pa nastavljena kot docentka za petje. Ja. In sem učila petje in tudi didaktiko petja, ki me je tudi zelo privlačilo, in ko sem potovala po svetu na različne konce sveta, po različnih kongresih, prejemala ogromnega znanja, postala tudi članica Ameriškega združenja učiteljev, pa Evropskega, bila sem med ustanoviteljicami glasbenih oziroma pevskih pedagogov Slovenije. Bila sem zelo dejavna, povabila sem ogromnih profesorjev k nam, da so imeli rekla, svoje masterklase, da so nam predajali svoje znanje, in s tem nekako začela tudi ta, bi rekla, malo drugačen način poučevanja petja, kot je bil do takrat. To petje, s katerim sem se nekako srečala v tujini, ni bil samo petje po občutku, ampak je bilo že tudi nekak pristop, je bil tudi znanstveni. Ker inštrument je le treba graditi, ta inštrument je živ in treba ga je spoznavati od znotraj, kako delujemo. In če to nekako učitelj petja ne obvlada, bo težko pomagal, tako kot zdravnik. Zdravnik ni treba, da je bolan, da bo vedel, kako pozdraviti zadevo, ampak kako deluje zadeva. Tako sem potem začela na akademiji in zdaj že kar ustvarila nekaj generacij študentov, in sem zelo ponosna na njih. In ljubljanska in mariborska opera ima kar nekaj od teh solistov mojih, čeprav sem pravim že samo 9 let. S tem človek zelo raste, ko vidiš in učiš nekoga, in vidiš, kako on raste, ti rasteš z njim. Ti spoznavaš njega in njegov inštrument, kako deluje, in s tem, ker učenje je ena sama empatija. Če nima učitelj te empatije, težko kaj nauči. Nekako moraš zlesti pod njegovo kožo, v bistvu, z občutki, da ga lahko vodiš in da lahko odkrivaš tisti njegov glas, da tisti njegov inštrument zaživi. In potem, ko to odpreš, potem mu daš možnost, da on podoživlja svoj inštrument tako, kot je potrebno za posamezno skladbo. Čas se spreminja, razmere se spreminjajo, tudi učenci ali pa dijaki ali pa študenti. Kako bi opisala svoje študente? Ja, kadar pride študent na avdicije, oziroma na sprejemne izpite, rečemo, je za nas profesor je loterija. Bi rekla, če ne vem, recimo zadnjih par let pride tam do 12, 15, tudi 20, recimo se je zgodilo, da je bilo na sprejemnih izpitih, in potem izmed tistih bi resnično lahko vzeli mogoče samo 2. Vsi ostali, tako na prvi vtis, vsi ostali pa samo tehtaš. Mogoče se bo razvilo, mogoče se ne bo. In to se dejansko zgodi. Ponavadi je tiste, za katere rečeš, ok, super, ta se bo pa razvil, ampak ne vedno. In obratno, za nekoga, ki rečeš, ok, ga bomo pač vzeli, ker je zelo kaže to, da bi res rad delal, da ima eno željo, nekaj potenciala se čuti, taki pa res včasih strahovito zacvetijo in so potem boljši kot tisti, ki imajo mogoče v žipko več položenega. Tako da bi tako rekla, Slovenci smo izjemen pevski talent. Tako da, če pogledam procentualno, se mi zdi, da bi lahko napolnili res več kot 2 operi za pevce. Ampak, se pravim, ne moramo pa si tega privoščiti, ker to je tudi ena odgovornost. Če vzameš nekoga za študij, potem ga moraš nekako videti, kam bo tam mlad človek šel. Tako da tudi večina teh študentov, ki jih sprejmemo, ima še en študij, ali pa še en interes zraven. Veliko imamo medicincev,
nekaj imamo, ne vem, pravnikov, nekaj imamo drugih, recimo jezikoslovcev ali psihologov ali drugih študijev, se pravim, ne. Je pa res, da v večini, več jih je takih, ki so zadnja leta prišli tudi bolj mladi, ker je trend pa v svetu, da so mladi zanimivi, a ne, in predvsem ženske, če do 25. leta nima že nekih osnov nastopanja in tudi, ne vem, razvoja svojega glasu, bo zelo težko uspel kje drugje kot v Sloveniji. A ne. Meje so se odprle po svetu in od vse povsod pridejo pevci, a ne. Iz zahoda, iz vzhoda, iz Kitajske, iz Koreje. To je ogromnih talentov. Ne. Tako da je tudi ta poklic zelo težek in zelo riskanten obenem, a ne. Spominjam se teh lepih krajev domačih, zaljubljena v Francizo sem jaz bila, zato prišla sem zdaj nazaj, da vidim ga, ker mi ukrade odjev je mojega srca. Spominjam še se vedno pravilnega, spominjam vseh poštenih, dobrih se ljudi, še najbolj pa pogibal vročik in bojav strasti, ki pozabilo jih, srci do danes ne. Pustiva zdaj to. Poslušajte, gospodična Eli, vašo dediščino po očetu sem včeraj prepisala in naložila na banko Chemical Banking Corporation. Zdaj boste lahko samostojno in udobno živeli. Kaj res? Srčna hvala, Donja Lucija. Vedela sem, da me imate rajši kot moji starši. Nikakor pa ni bilo mogoče ugotoviti, od kod izvira denarna zapuščina vašega očeta. Saj vendar vse premoženje za kvartal. No, posebna zgodba je pa poletno gledališče na Studencu pri Domžalah. Tam že dolgo let nastopaš v domači gledališki predstavi, si tudi odlična igralka, torej imaš tudi igralski talent in vedno prepletaš pevske vložke z igranjem. Povej, Pija, kdo je koga našel? Režiser Lojze tebe ali ti njega? Lojze je čarovnik, on vedno najde. Jaz sem imela en koncert v Filharmoniji, kjer smo izvajali eno opereto, bolj se nagiba na musical, ker je bil to en angleškega skladatelja, Pirates of Penzance, in po tistem koncertu, ki ga je dirigiral gospod Mirko Cuderman, in z Lojzetom sta se že prej poznala, to mi je Lojze potem povedal, ga je pač nagovoril, da bi me rad imel za eno opereto, ki jo bo on pač naslednje leto uprizoril na Studencu. No? In to je bila Planinska roža in takrat se je to začelo. Pač potem me je vprašal, a ne, in seveda sem bila takoj za to, a ne. To je bilo par let po tistem, ko smo prišli iz Kanade in takrat se je začelo, leta 2000. Torej, 3/4 poletnih večerov na Studencu. Sigurno mora obstajati nek poseben motiv, neka posebna vez, poseben navdih, da človek
odhaja tja in preživi v tej družbi, ki sicer navdušuje, ne da odide na morje, da odide v hribe, da je nekje drugje, ampak da se skoraj celo poletje skoncentrira na Studenec. Kaj je to? Jaz se že prej sem malo nakazala, ne? Ta posebna energija, ki sem rekla, da sem mogoče samo enkrat občutila. Ne? In to je tisto, ko čutiš, da je ena določena energija, potem ti je všeč v tistem krogu biti. In še posebej takrat, se pravim od začetka, ko sem začela tiste 2000, pa polk do 2010, recimo je bila ena skupina ljudi, ker se potem tudi menjajo, jasno se generacije in nekateri tu odhajajo, nekateri so žal že tudi pokojni, ampak ja, tista skupina ljudi, z Lojzetom na čelu seveda, je dala eno tako vzdušje, ki nisi mogel reči ne, pa ne bom več zraven. In tudi projekti, ki se jih je Lojze spomnil, so bili zelo vabljivi. Res nisem nikoli prej bila igralka, pač tekst je mu vse eno drugače se podaja kot pevski tekst, čeprav način, v bistvu bi kdo rekel, se je podoben, pa ni čisto isto. Ampak, kaj vem, izgovorjava je bila mogoče dobra zaradi petja in potem smo se s časoma kar navadili ene drugega in se pravim, vsega je bilo in operet in oper in gledaliških komedij in tudi resnih zadev, vsega je bilo in musicalov. Tako da sem zelo vesela, da sem pravzaprav vsako leto tam, razen mogoče 1 ali 2 let, ko nisem sodelovala. Pija vsakdo skoraj, posebno umetniški ljudje, imajo neke vzornike na glasbenem področju, na gledališkem. Tudi ti si jih verjetno imela nekoč in jih imaš danes. Ja. Vsaj nekaj jih povej. Ja. Vsako obdobje ima svoje vzornike. Ko sem bila čisto majhna, ne vem, kdo bi bil moj vzornik, verjetno so bili starši, ali pa kdo iz tiste okolice, mogoče kakšen starejši prijatelj, prijateljica, ne vem, to se ne spomnim, ampak prav osebo, ki mi je nekako postal vzor, je bilo res potem, ko sem se odločila za poklic pevke. In to je bila ena sopranistka, ki sem jo najprej slišala na eni LP plošči, ki sem si jo kupila, to je bila Kirite Kanava. To je bila ena avstralska pevka, ki je sicer svojo kariero delala bolj v Evropi, pa potem po celem svetu. In ko sem njo slišala, sem rekla, če pa ona tako poje, bom pa jaz tudi poskusila. No in ona mi je bila nekako tisti prvi vzgib, ko sem čutila vse tiste nijanse in v glasu in v podajanju in sama glasba, to je bil Puccini, mi je nekako čisto prevzela in potem, ko sem študirala, glas pa če ni bil tako razvit in sem se tudi pogovarjala s profesorji različnimi, pa bom jaz kdaj lahko na ta način, Ja, rekel, ni problema, sem rekla, ki super, samo dajmo delati, samo dajmo garati. No in ja, res, potem sem po skoraj 18 letih res posnela Puccinija in Puccinijeve arije in to mi je bil tudi nekako tisti res trenutek, ko mi je bilo zelo lepo v življenju. Ta trenutek, ko z orkestrom, dirigentom posnameš tisto glasbo, ki ti res leži, ki ti ne leži samo na srcu, ampak ti leži tudi v glasu, ki izgleda, kot da je napisano zate. To je tudi en tak občutek, ko ga ne bi nikoli, ki bi ga vsakmu privoščila, bi rekla. Ja. Družina,
poučevanje na akademiji, nastopi, igranje na Studencu, mislim, zdi se ogromno, pa vseeno Pija tako lepa, vitalna, mladostna, tako nalezljivega smeha. Povej, kje je čarobna formula, kako vse to zmoreš ostajati taka in vse podelati? Ja, če povem po pravici, tudi sama opažam, pred 10 leti sem več naredila kot zdaj. V istem času. To je normalno. Ja. Ne vem, človek ima ideje, a ne, in bolj ko opazuješ svetu, koliko sebe več jih imaš, a ne. In če nekaj res delaš z neko notranjo željo in strastjo, a ne, in to prej sem pozabila povedati pri študentih, a ne, ko si me vprašala glede tega, a ne, zelo malo ima res tisto strast v sebi. Do zdaj sem ogromnih učila, a ne, študentov, ampak tisto strast sem do učenja, do študiranja, do umetnosti, do izpopolnjevanja, do tega je bila zelo pri redkih, oziroma samo pri tistih, ki so sedaj na odru. A ne, se jih je kar nekaj, bom rekla, se jih ni malo, ne, ampak jih je mogoče 5-6, a ne, učila sem jih pa dosti več, a ne. Tisti notranji žar in tista delavnost, a ne, ker brez tega ni nič, a ne. Brez delavnosti, brez žara, brez tega, tudi če imaš talent, ni nič, a ne. Tako da, če se vrnem nazaj, če delaš s strastjo, ti ni nič težko, a ne. In to, kar je v zvezi z glasbo, kar je v zvezi z nastopanjem, kar je v zvezi z gledališčem in z tem, da postaneš nekdo drug, ne glede na to, ali je to samo ena skladba, ali je to ena vloga, in da to poustvarjaš, to je ta čarobnost, a ne, to je ta magija odra in umetnosti, ki jo ne bi zamenjala za nič, in to ti da potem tudi, ne vem. Rečejo, ti da krila. Ja, ti da energijo za vse ostalo življenje, ki ga moraš delati, ki je pa ni tako zabavno, recimo, a ne, ampak je lahko lažje greš skozi in potem vidiš, že sam, če skozi okno pogledaš, a ne, v naravo, in imam zelo rada in tudi rada grem ven malo v naravo, in če imam čas, rada po hribih hodim, po hribih, ne po gorah. In ne vem, rada pa tudi doma sedim, pa kakšno križanko rešim, ali pa, ne vem, kaj lepega pogledam na televiziji, rada imam filme, recimo, zelo rada, a ne, to je spet neka umetnost, a ne. Se pravi, vse, kar je nekaj povezano z umetnostjo in naravo, to sem jaz. In tudi v najtežjih trenutkih verjetno umetnost rešuje, vsaj meni je tako delo. Ja, kadarkoli so prišli težki trenutki in vedno pridejo v življenju, ali koga zgubiš, ali vedno je nekaj, a ne, vedno je potem tista, jaz imam v tem trenutku najraje naravo, recimo, a ne, in sonce in rože in to je potem tisto, kar je potem lažje iti skozi življenje, ja. Dvajset let delovanja sva dejali, to je lep jubilej, nek vrh, lahko rečemo, tudi v tvoji karieri, a ne. Se zdi, kot da si že vse dosegla, vse želje izpolnila, vse načrte izpeljala, pa vendar, če te vprašam, česa si še želiš po 20 letih sedaj? Česa si najbolj želiš? Ja.
V bistvu sem res hvaležna za to, kar se mi je zgodilo v teh letih. Tako po profesionalni poti, kar se tiče petja in učenja. Da sem lahko spoznala toliko ljudi na tej poti, ki so mi dali toliko znanja. Od mojega profesorja petja, dr. Davida Falka, do majstra Richarda Millerja, ki mi je odprl neka znanja, ko bi rekla, jih ne bi mogla samo v Sloveniji dobiti. Sem ga tudi sam velikokrat povabila in je prišel in res v Ameriki ga imajo za številko 1, še sedaj pa je že pokojni, napisal ogromnih knjig in res to je bilo eno srečanje, ko je tudi nepozabno, recimo, ko srečaš take ljudi, ki so res vrhunski, ampak res vrhunski v pravem pomenu besede. In kaj si želim? V bistvu si želim samo to nadaljevati in prenašati na študente, da bi tudi oni doživeli to, pravzaprav, kar sem jaz skozi to, kar sem doživljala skozi svoj študij, ko sem začela odkrivati svoj inštrument in ko si začneš odkrivati ta umetnost, vse te detajle v umetnosti, ko začneš eno novo življenje še zraven. To mi največ pomeni pravzaprav, da lahko nekomu drugemu še to lahko odkrijem. Jasno, da ne morem to sama narediti, mora biti na drugi strani tudi ta, bi rekla, to je ta odziv, ta percepcija, dovolj, bi rekla, dovolj občutljivosti za to, ampak ja, mislim, da je to. In s tem tudi sama sebe nekako osrečujem, če to vidim, da mi je uspelo pri nekom drugem. Drugo je pa tisto nastopanje, za katerega pa upam, da bom lahko, da mi bo glas še služil vsaj še nekaj let, za to, da bom lahko še kdaj kakšen koncert naredila. Tako da to so moje želje. Pija, res iskrena hvala za ta srčen pogovor in veliko, veliko uspeha na celotni poti in pri vsem, kar boš počela v življenju. Hvala, Nadja. Sing